Lep pozdrav vsem skupaj. Uspelo nam je usposobiti televizijo. Hvala, ko ste prišli v takem številu. In zdaj bo naš prodekan, profesor, izredni profesor dr. Saša Erše povedal zelo zanimiv pogled na Trubarja, ker ga verjetno še niste slišali. Jaz se osebno zelo veselim in sem čakal na to predavanje. Ta navihan pogled pa verjetno tudi dosti pove, ne da? Izvoli. Hvala, Jure. Postavil se zdaj visoka pričakovanja, za katera seveda upam, da jih bom presegel. Hvala lepa, da ste prišli na to predavanje, pa hvala za vašo temo, za vaše zanimanje za to mojo temo, ki jo imam za srčno temo, ki je pa, verjamem, tudi vaša srčna tema, ki nas spremlja vse, ki se imamo za Slovence, ali pa ki pravimo, da smo Slovenci, pa naj to bo že karkoli, temo, ki nas spremlja od zibeli do groba, hočeš, nočeš, namreč temo slovenske reformacije. Tema slovenska reformacija. Če se sprehodite v zimskih mesecih po Tivoliju, na začetku Tivolija pričaka tale prizor, krasen kip Frana Bernekerja, krasnega iz leta 1910, kip Primoža Trubarja, ki pa je po zimi zaščiten s takšnole kapo, s takšno zaščitno kapo in ki, vsaj po moje, najbolje odslikava naše razumevanje, naše spominsko razumevanje, slovensko spominsko razumevanje slovenske reformacije. Slovenska reformacija, to je moja teza, slovenske reformacije mi, Slovenci, zelo slabo poznamo in tudi poznali, zelo slabo so jo poznali in jo celo zavračali v Trubarjevem času. Je pa že tako, da to naše nerazumevanje, tudi sam sem rabil kar nekaj časa, da sem odkrival skrivnosti slovenske reformacije, da pa to naše slovensko razumevanje ali nerazumevanje slovenske reformacije je stoji v enem blaznem ali pa fantastičnem nasprotju s tem, kar mislimo, da vemo o slovenski reformaciji. In najboljši primer v velikem kontrastu s tistim pokritim Trubarjem je pa tole oljno platno, ogromno oljno platno Leona Koporca, narejeno ob 300-letnici Trubarjeve smrti, v letih okrog 300-letnice Trubarjeve smrti, torej v letih 1986, 1987, ki nosi naslov Apoteoza slovenske reformacije. In apoteoza, fantastično, svetniško je razumevanje v tem našem javnem diskurzu, v slovenskem zgodovinskem spominu, je razumevanje Primoža Trubarja kot gigantske slovenske figure, kot giganta, na katerem temelji naša slovenska bit, slovenska zavest, slovenska identiteta. No in naslov te Koporčevega oljnega platna, tega velikega platna, je prav apoteoza Primoža Trubarja. In prav s takšnim svetniškim, apoteotičnim razumevanjem Trubarjem se srečujemo vsako leto. Ob vsaki državni proslavi, ki jo imamo, se Trubarja povzdiguje kot rečeno v giganta slovenskega naroda, slavi kot očeta slovenskega naroda, kot očeta slovenskega jezika, kot očeta Slovencev, da tako rečem. No in tukaj vidite torej Trubarja, ki v središču je ta gigantska Trubarjeva figura, Trubarjeva postava, ki svojo desnico razpira v to tako imenovano svetniško držo, torej treh razprte dlani s tremi posebej izpostavljeni prsti, torej svojo levico pa kaže, zdaj vi tega ne vidite, morda pa verjetno, torej
ko gre za reformacijo, gre za vero. Torej, na prve besede, ki jih je Trubar dal natisniti, besede vsem Slovencem, torej v katekizem, vsem Slovencem, mir, milost in v pravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa. Prosim, torej katekizem, potem njegove knjige, abecedarium. No, je pa ta slika vsa dramatična, ne? Torej to ni zdaj slika, to je apoteot, slika svetnika, nacionalnega svetnika, svetnika, ki pa je cela živi v tem svetu, ki je poln nekih tegob, ki je grožnja njemu, a in njemu, in veri, in slovenski besedi. Tukaj se v daljavi, tukaj v ozadju se že približuje protireformacijska komisija. Tukaj imate vendarle njegovega torej zaveznika Hansa Ungrada ali pa Ivana Ungrada, ki je bil prvi, ki ga je forsiral pa financiral njegove podvige. Imate državskega skofa Bonoma, pri katerem se je Trubar učil, ali pa prvi seznanil z renesančno, zlasti renesančno in kasneje reformatorsko mislijo, in pa njegove sopotnike, kot gre pripoved, slikarja Dalmatin, torej saj Dalmatina bi lahko nekako prepoznali, saj tako je mislil Kobarc. In tukaj imate eno figuro predikanta. Torej, in tu v ozadju je silhueta mesta Derendingen, kamor se je Trubar, potem ko je bil dokončno izgnan v 60-ih, zatekel in ki ga je imenoval svoj nikdar dom. Še več, ne samo to stranstvo je polno nekih groženj, tudi ono stranstvo ne obeta nič drugega. Tukaj v tem kotu imate uprizorjeno poslednjo sodbo, en tak propad, eno tako večni propad, večno pogubo, ki mu svoja pleča, svoj hrbet nastavlja Trubar, ki mu svoj hrbet, ki ga brani Slovence, brani vero, svojo pravo vero, brani slovensko besedo, svojim hrbtom, svojo figuro, svojo postavo, s tem, kar je. No, in to je podoba Trubarjeva, kakršna se je zapisala v slovenski zgodovinski spomin Trubarja kot nacionalnega svetnika. No, in sam pa trdim, da je to spominski Trubar. Da je to spominski Trubar, ki z zgodovinskim Trubarjem, s tistim Trubarjem, kakršnega lahko zgodovinar prepoznava iz njegovih spisov, iz njegovih dejanj, iz njegovega življenja, drugačen, nasproten, da sta si ta dva Trubarja, torej spominski Trubar slovenskega zgodovinskega spomina in pa zgodovinski Trubar vsak v sebi. Sam trdim, da je to podoba, taka romantična podoba Trubarjeva. Romantična podoba, pri čemer besedo romantiko razumem v takem historičnem smislu, v tistem smislu Novalisa, ki je romantiko opredelil kot naprezanje, kot piše v enem svojih traktatov, naprezanje, da občemu damo visoki smisel, običajnemu skrivnostno podobo in končnemu neskončni si. Ta Trubarjeva, in to je Trubarjeva podoba, do danes, do zadnje proslave, ki jo smo jo imeli. Zdaj, kakšna je pa geneza te? Kdaj se začne ta razkorak? Kdaj se začne zgodovinski Trubar, ali pa kako se zgodovinski Trubar odlepi od romantičnega Trubarja, oziroma se romantični Trubar
se vzpostavi romantični trubar. Začelo se je, tako kot večino slovenskih zgodb do danes, z sporom med liberalci pa klerikalci. Namreč v tem koncu 19. stoletja je bila ta spor posebej živahen, posebej zoprn, posebej jedek, zajedljiv, napadalen in tako naprej. No in v tem sporu, v ta spor je z dvema pesnitvija posegel Anton Aškerc. In sicer najprej z eno tako jedko parabolo, Novi svetnik, ki se raztaplja v jedki ironiji, no in leta 1886 in potem slabih 20 let kasneje pa z enim programskim tekstom, epom, ga imenujem ep o Primož Trubar. 1904, torej Primož Trubar, zgodovinska epska pesnitev v spomin bližajočemu še 400-letnemu jubileju Trubarjevega rojstva je naslov. No in v tej, to je ep, on nekako popisuje Trubarjevo pot, njegova naprezanja, popisuje to zgodbo. Popisuje Aškerc to zgodbo, ali pa daje osnove tej zgodbi, ki jo potem 100 let kasneje, torej 80 let kasneje upodobil Koparc. No in in Koparc se je na ta ep tudi naslanjal, ko je slikal to olje, to oljno platno. No in ta programskost tega epa je pa začrtana že v prologu tega epa, ki gre takole. Vstani iz vekov minule megle, živ prikaži tu se pred menoj, ti, ki dolgo te že željno iščem, ki te iščem željno, javi se mi naš rojak heroj. Ko svetnik z ozarjenim temenom, tak stojiš visoko pred menoj in čim dalje gledam te zamišljen, večji se dozdeva lik mi tvoj. Kdo je velik, kdor z glavo se jasno dviga nad površje svojih dni, kdor obzorje premotri široko z bistrimi sokoljimi očmi. Kdo je velik, kdor rojakom svojim kaže pot iz suženjstva mraku, v sonca in svobode domovino z baklo plamenečo, brez strahu. Kdo je velik, kdor svoj čas izpolni, kdor življenje vso žrtvuje moč, idealom in najvišjim ciljem, dokler smrt ga ne zagrne v noč. Ti si tisti velikan, med nami prvi bojeval si sveti boj, za svetlobo in vesti svobodo, in ves narod šel je za teboj. Pav z orožjem v roki si sred boja, predno zmage je napočil dan. Mi orožje smo pobrali tvoje in slovenska knjiga ta je vrat. Ali evangelij ni knjiga naša, sveto pismo in pustile ni. Spremenila se je vsebina knjigi tvoji do današnjih dni. Česa drugega smo mi sinovi, misli druge mislijo glave, naše srca čutijo drugače, usta nam drugače govori. Dedov naših dramov gledamo krasno, polno mlade smelosti moči, boj slovenskega duha junaški iz noči za noč bodočih dni. Torej, s tem programskim tekstom in potem je bila blazna razprava, ki je trajala 2 leti, razprava ob tem Aškerčevem epu in podobi Trubarja, ki se vzpostavlja in ki se je uveljavila, torej ti si tisti velikan, med nami prvi bojeval si sveti boj, za svetlobo in vesti svobodo in veš narod šel je za teboj. Žal, je pa tako, da to ni res. Namreč, je pa tako, da to ni res. Namreč, slovenska reformacija je bil nasedel projekt, če se tako malo salopno ali pa malo vulgarno izrazim. Slovenska reformacija ni uspela.
Slovenska reformacija, torej Trubarjeva reformacija, Trubarjeva želja širiti pravo vero ali pa širiti luteranske ideje med slovenskim preprostim ljudstvom ni uspelo. Ljudstvo razen mest, Ljubljana in Škofje Loke, Kamnika, slovensko reformacijo odklonilo. Pa ne zato, ker bi bili tako pravoverni ali tako dobri katoliki, ampak zato, ker je bila ljudska pobožnost, ljudska vera preprostega človeka ali pa pač ljudskih ljudi, torej preprostega človeka, lepljenka bibličnih zgodb, tega povsem poganskega verovanja, katoliških običajev, torej katoliške liturgije. To je bila vera Slovencev ali pa sicer vera preprostih ljudi tega srednjeevropskega prostora. Zato je imel Trubar prav, ko je rekel, piše v enem pismu, da je njegova naloga velika, da ti ljudje še kristjani niso. Torej, da ne širi, ni njegova naloga ljudi, torej katolike spremeniti v luterance, ampak je iz poganov narediti kristjan. In zato je pri Trubarju šlo. Seveda pa tukaj, kot pravi Aškar, iz svetlobe in svobodo. Svoboda pa tudi ni bilo čisto res. Namreč luteranska, do danes v slovenskem, torej javnem spominskem diskurzu ali pa v govorih o slovenski reformaciji tezo, govor, sporočilo, da je katolicizem 60. stoletja, da je bila ena sama tema, ena sama groza, ena sama dogma, dočim luteranstvo, protestantizem je pa prinesel neko svobodo človeku in tako naprej. Ni res. Luteranstvo se je konec 80-ih zaplombiralo, se je teološko poenotilo, se je teološko zacementiralo in tukaj ni bilo pardona. Tukaj ni bilo, to je bila prav tako kot, torej enako kot katoliška teologija, ki se zacementira s tridentinskim koncilom, se pa luteranska, pa protestantska, pa luteranska zaplombira ali pa zacementira 20 let kasneje. Z formulo Concordije. In tukaj ni prostora za svobodo misli, za svobodo teološke misli. Zato je ta Aškerčev ep in ta Aškerčev ep in to Koparčevo sliko treba videti v času, v katerem nastane. V času ostrega boja med klerikalci in liberalci. Če ne to, če ni bil borec za Slovence, če ni bil borec za svobodo, če narod ni šel za njim, kaj pa potem? Kakšen je bil torej Trubar, kaj je Trubarja potem gnalo? Ključ za to, se mi zdi, je v Trubarjevi, prvi ključ za to je v Trubarjevi podobi, kot jo da si objaviti v delu Ta celi Novi testament 1578 v tej jedkanici, ki jo mu izreže, ki jo natisne Jakob Lederlein, no in kjer imate Primus Trubar, Cardiolanus, Primož Trubar, Kranjc, no, ampak po to sliko, po to Trubarjevo podobo, star naj bi bil 71 let, kot piše, etatis 71, pa so tele besede. Jaz sem eno dobro vojskovanje vojskoval, jaz sem ta tek doprinesel, jaz sem vero ohranil. Najprej se je mene priložena krona te pravice, katero bo meni Gospod na uni dan, ta preuzvišni Rihtar dal.
nikar pa k meni, temveč tudi vsem tem, kateri njegovo prikazanje za ljubo imajo. Pismo apostola Pavla Timoteju, drugo pismo apostola Pavla Timoteju, četrto poglavje. Jaz mislim, da je prav v tem v srčika Trubarjevega ali pa želo Trubarjevega naprezanja, namreč širiti Božjo besedo. Širiti Božjo besedo, misionariti med ljudmi, ki niti kristjani niso, ki so pogani. In to seveda pa med Slovenci. Med Slovenci, med katere je rojen, med katere je poslal. In tako tudi prve besede, ki jih sploh da natisniti v katekizem 1550. Vsem Slovencem gnado, mir, milost in pravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa. Ljubi krščeniki, jaz sem le te štuke iz Svetega pisma in v njih izlage v te pesmi zložene, katere, a bi kdo hodil brati? Katere vsaki zastopni človek, kjer hoče v nebo priti, ima vedeti in se jih držati, k tem tudi to litanijo in ono pridigo v te bukvice pustil prepisati in tako naprej. Bogu na čast in k dobremu vsem mladim ter preprostim ljudem naše dežele. To je torej vsem Slovencem. Kaj vsem Slovencem? Vsem Slovencem vero. No in tukaj imamo eno krasno, torej najbolj jasno je to svoje naprezanje ali pa to svojo željo razdelal v eni pridigi o besedi, sermo devoka, pridiga o besedi, ki se opira, katere izhodišče je svetopisemska pridiga o kanaanski ženi. Kanaanski ženi, ki pride k Jezusu, ki se sprehaja, pač hodi po deželi, in pride ta kanaanska žena k njemu in pravi: Gospod Davidov sin, učenik, moja hčer jo je vsedel hudi duh. In Kristus jo odpravi: pojdi od mene, poslan sem samo k Izraelovim sinovom. Zelo grobo, torej mislimo ali pa navadno imamo Jezusa pred sabo, kot bodi si nedolžno dete, bodi si kot vsega v dobrosrčnosti razpuščenega. Pa ni res, Kristusove besede so ostre besede. In tako tudi tej kanaanski ženi, ki pravi: pojdi od mene, poslan sem samo k Izraelovim sinovom. Pa mu ona reče: prosim, pridi. Pa pravi, ni spodobno, pravi Jezus, ni spodobno, da se otrokom vzame kruh in se vrže psom. Ona pa je rekla: da, Gospod, in vendar ščeneta jedo vsaj od drobtin, ki padejo z mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekoč: o, žena, velika je tvoja vera. Stori naj se, kakor ti hočeš. In njena hči je tisto uro zdravela. To je odlomek iz Matejevega evangelija, ki si ga Trubar vzame za izhodišče te svoje pridige o veri, ki je pač posvečena, v kateri razlaga, kaj to vera je. In pravi takole: vera je srčno, gotovo in trdno zaupanje v Božje reči, ki jih ne vidimo, ne čutimo, ne uživamo, ne razumemo pravilno in jih zelo težko verujemo. Sveti Pavel pravi: vera je opora ali temelj reči, na katere se zanesemo, in razumljiv ter gotov dokaz reči, ki jih ne vidimo. V pismo Hebrejcem. Kakor lahko nadaljuje Trubar, kakor lahko po vrsti vidimo in razumemo v naslednjih obljubah. Gospod Bog nebeški, prav tako njegov sin, skupaj s Svetim Duhom, nam vsem, ki verujejo v Jezusa, obljublja, da ne bomo nikoli umrli, temveč bomo imeli večno življenje, kljub temu moramo vsi prej umreti.
Obljublja nam, da nas bo obudil od smrti, vendar bomo prej strohneli. Obljublja nam zaradi vere v Jezusa, da smo lahko prosti greha in Božje jeze, kljub temu pa pri tem čutimo, da greh prebiva globoko v nas in da v tem telesu ne moremo biti brez greha. Nas, ki verujemo, Bog imenuje svete in srečne, ker je naša zadeva pri Bogu dobro zapisana in ker Bog drži z nami in nas varuje. In v enem drugem besedilu, ki je osrednje teološko besedilo Trubarjevo, in sicer en dolgi predgovori, pravi še takole: vera je, kakor ena roka, mošnja ali ena druga posoda, s katero mi Jezusovo blago primemo ali vzamemo, je posoda, s katero človek sprejme Božjo milost. In tako vero, pravi, dobite od Boga skozi to poslušanje te besede Božje in skozi te vsakdane molitve. In še, brez besede Božje ne more biti prave vere. Božja beseda in prava vera morata biti vselej skupaj. Beseda je temelj, na katerega se vera naslanja in na katerem gradi. Skratka, Trubar je svojo teologijo torej gradil, to je Jože Reichmann, slavni, prvi velik, pomemben teolog in zgodovinar Trubarjevega časa, njegove pisma, izdaje njegovih pisem so sijajne, ali pa krasen vir. On pravi, da gre za teologijo crucis, za teologijo križa. In ta teologija temelji na dveh temeljih, na dejstvu Božje milosti, torej Božje milosti, ki je človeštvu dana, in Božji besedi, preko katere se ta Božja milost razodeva. In to prevzema tudi Trubar. Druga stvar, no in to je vera, in iz takšne vere človek iz takšne vere ali pa v takšni veri človek zadobiva krono pravice, katero bo meni Gospod na uniji dal, pa ne le meni, ampak tudi vsem tem, kateri njegovo prikazanje za ljubo imajo. To je ena stvar. Druga stvar je pa Pavel. Druga stvar, torej to je temelj krščanske vere, torej da je Božji sin ljudi odrešil, in druga stvar pa Pavel. Druga stvar pa apostol Pavel. Če berete Trubarjeve spise teološke, pa te predgovore k njegovim spisom, je apostol Pavel najbolj citiran. Je vedno, torej Pavlova misel je osrednja. Torej je Trubarjev navdih, pravi v enem spisu, pravi, da je Pavlova misel, Pavlova teologija nedoumljiv nebeški zaklad. No in kaj pa je bistvo pavlinske misli. No in pa še to, torej ne samo, da je teologija Trubarjeva pavlinska, tudi njegov stil je izrazito pavlinski. Če berete Trubarjeve tekste, pa pavlinske tekste, vam kar, torej je ista melodija, bi človek rekel, je ista melodija. In tudi nameni Trubarjevi in nameni Pavlovi so bili enaki. Širiti Božjo besedo med pogani, ne samo med pogani, med vsem. Namreč bistvo pavlinske teologije ali pa pavlinskega sporočila je pa to, da je krščanska resnica po eni strani singularna, Kristusova smrt in odrešenje je edinstven dogodek človeške zgodovine in je torej singularna in univerzalna, kot pravi v pismu Kološanom. Ni več ne Grka, ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega,
ne Barbara, ne Skita, ne sužnja, ne svobodnega, ne Slovenca, ne neslovenca, ampak vse in vse je Kristus. No in tako da, in to je bistvo Trubarjeve misli in Trubarjeve teologije. In zdaj seveda vprašanje vseh vprašanj, ali je bil Trubar Slovenec? Seveda je bil Slovenec, kaj ne bi pa bil drugega. Je pa seveda tako, da to ni bila njegova edina stvar, njegova edina, preko identitetna os. Tako kot danes, nismo vsi samo Slovenci, ampak smo še marsikaj drugega. No in tudi v Trubarjevem času, v predmodernem času imamo mi več, kako bi rekel, temeljnih identitetnih osi. In med katerimi je pa tudi hierarhija, bi človek rekel, teh identitet. Na prvem mestu, vsaj v tem evropskem, zahodnem evropskem prostoru, je religija. Ali si kristjan ali pa nisi kristjan. Druga stvar je, bi rekel, politična identiteta, bi danes rekla, ali pa oblastna pripadnost. Ali si ti pripadaš kranjski deželi, ali pa avstrijski deželi, ali pa si ti Francoz, ali si, ne vem, Italijan. Tretja stvar je stanovska identiteta, ali pa stanovska umeščenost. Ali si kmet, ali si vitez, ali si duhovnik, recimo. In slednjič je tudi identiteta, ki je ne moremo drugače tudi v slovenskem primeru imenovati nacionalna identiteta. Nacionalna identiteta. Seveda to nima zveze z današnjim pojmovanjem naroda, ali pa tudi, zadnji smo lahko tudi v naši hiši slišali en stavek, da ljudje pred drugo polovico 19. stoletja niso vedeli, kaj je narod. Ja, seveda niso vedeli, kaj je narod, dokler jim tega nista povedala učitelj ali pa duhovnik. Toda vedeli pa so, kaj je to Slovenec. Zakaj? Ker so imeli jezik, in ker so imeli iz tega jezika izhajajoče, ker na tem jeziku temeljijo tudi tudi druga dva krogotoka, temeljna antropološka krogotoka. Trije so, je rekel Claude Lévi-Strauss. Menjava besed, menjava dobrin in menjava žensk. In morda se to sliši za današnje, torej je verjame, da je za današnje foto seksistična izjava, ampak vendar so je temeljna, ali pa moških, vse en, torej menjava, in to so trije krogotoki, ki so konstitutivno za neko politično skupnost, ali pa nacionalno skupnost, tudi za Slovence. In to zdaj ni neka moja blaznost, ampak to berte gospodarske zgodovine, za katere bi mislili, da so najbolj rezistentni na takšne ideološke zadeve, ali pa takšne preinterpretacije. Če berete Ferda Gestrina, dokot sega kmečka trgovina slovenska? Ja, do meja slovenskega jezika. Dokot segajo pogodbe, poroke? Ja, do meja slovenskega jezika. Tako da, torej, to so identitete, ki bivajo sočasno, ki v človeku, v svojem času in v človeku bivajo sočasno, med katerimi obstaja hierarhija. In za Trubarja je bila ta hierarhija jasna. Najprej je človek kristjan. Najprej je človek kristjan in med Slovence, ki to še niso, morajo pa to zdaj postati, ker v Trubarjevem času, v tej luteranski teologiji je bila ta zavest o tem, da bo zdaj konec sveta zelo prisotna in zato je treba bilo pohiteti. Zato tudi ves ta žar, vsa ta, človek rekel, ustvarjalna ihta, v kateri ta nastaja v teh dobrih stoletjih,
50-ih letih, 70-ih letih, taka blazna slovenska protestantika, blazna količina slovenskih knjig. V tej goreči misijonski veri. No in to je Trubar, zgodovinski Trubar, kot ga lahko ali pa kot ga sam razbiram iz njegovega opusa, študija iz njegovega časa in iz njegovega opusa. No in zdaj, če bi hotel narisati tega Trubarja, tega zgodovinskega Trubarja, potem je v središču njegove misli seveda sporočilo, krščansko sporočilo, Kristusovo vstajenje. Na drugi je seveda to vstajenje, to sporočilo, rešensko odločilo se širi skozi krik in širi se skozi vsakogar izmed nas. Torej, najprej pa skozi Trubarja. V Trubarju je videti svetnika, ampak ne nacionalnega svetnika, za kakršnega ga je razglasil Aškrc in za kakršnega imamo do danes, ampak za svetnika v Pavlinskem, za svetnika v Pavlinskem smislu. Ali pa kot pravi Trubar v tej koncu te svoje pridige, prava krščanska vera v človeku ustvari take dobre navade in mišljenje, da ga popolnoma spremeni. Iz nespametnega postane moder, iz grešnika naredi svetnika, skratka, iz pekla ga postavi v nebesa. Kaj je torej Trubar? Kaj je torej Trubarjevo sporočilo? Vsem Slovencem mir, gnado in pravo spoznanje Božje skozi Jezusa Kristusa prosim. Trubarjeva reformacija, Trubarjevo sporočilo je Slovencem, da postanejo svetniki. Hvala lepa. Ja, če ima kakšno vprašanje, izvolite. A me sliša se lahko? In sicer me nekaj zanima, če si mogoče razmišljal, ta povezava Aškerc, pa kasneje tudi Cankar, pa ta spomenik, se to je tudi povezan s polemikami. A je to, recimo, če primerjaš Češko, kjer je zelo močna Masarykova ideologija in Masaryk zelo spodbuja ponovno odkrivanje husitstva, ki ima večjo srečo na Češkem kot recimo protestantizem pri nas, recimo po tem, ko Masaryk recimo se začne s tem ukvarjati. A se ti zdi, da je to mogoče neka paralela, recimo češka realistična smer pa naši liberalci? Pa še eno vprašanje, recimo, vsaj ali pa mogoče pripomba, meni se zdi, mogoče nimam prav, ampak da so se pravzaprav ljubljanski Nemci začeli prvi ukvarjati s Trubarjem in da je pravzaprav slavistika tukaj bila kar nekaj časa malo v ozadju. V bistvu imam v mislih pastorja v tej cerkvi Elceja, ki je dolgo časa velika referenca in ki je tudi prvi začel izdajati korespondenco Trubarjevo. Najbolj imel drugačne nagibe, da je seveda, verjetno ga je bolj zanimala zgodovina ljubljanskega protestantizma ali kakorkoli. Ne vem. Ja, mislim, da si z drugim vprašanjem ali pa sugestijo odgovoril že na prvo. Namreč, da bi se slovenski, torej liberalci navdihovali pri Čehih, nisem nikjer zasledil. Ali pa da je šlo za vzporednost? Je pa zelo jasna vzporednica z nemškim protestantskim, Trajčke in drugi, pa Šilerjem. Torej, če gledaš to, če bereš te spise, recimo Trajčke, pa potem Aškrčeve, so prav neke podobe, torej o svetništvu, o svetniku, o tem, da bo Trubar, samo da je šlo tam za Lutra, da je Luther ulil
železa v nemški narod, da je tisti, ki je vzpostavil nemški narod. Tako da, moram reči, Čehov nisem študiral, pa tudi nikjer nisem zasledil, da bi bilo, recimo Winklerja, to bi Winkler vedel, ampak nikjer nisem zasledil, da bi se pri Čehih inspirirali. So se pa vsekakor in... Masaryk je svojim slovenskim študentom dajal naloge slovenski protestantizem, zato mi je... Ja, ampak na Dunaju ali v Pragi. No, da bi se inspirirali pri Čehih, ali pa da, to ne vem, je pa vsekakor ta paralela z nemškim romantičnim pojmovanjem Lutra in pa slovenskim romantičnim pojmovanjem Trubarja, je pa ena. Morda še kakšno vprašanje? Berite Trubarja, pa pejte ga pogledati. Nekaj pritiskavam je, da bi se zgodilo iz 1800 tiskanje časopisa. Ja, ker so pisače samostatnike. Ali to je tako napisan? To je veliko. Eno stvar bom poslal. Je kopita.
od stran seznama domačih brand, ko bo pa nek flashback. I think da bo tako v Sloveniji. Ja, da se to ne bo več domače branje. Če bi v Ameriki ime uspela. Yeah, they did it, yeah. We love Tennessee. Pa ne bodo otroci v takih težkih krimah brali. Ja, ne smejo. Da se to tak lame govor, ne. Oh my god, beautiful VR. Zdaj kaj, da mi se tako solzice smo brali, mi smo pestrino. Jaz sem brala pestrino, da sem bila 7 stara. Sem bila tako malo. Čakaj, mi dnevnik Anne Frank nismo nikoli brali. Tako, da bi bilo obvezno za pregledati. Nismo ga imeli za domači branje. Ne spomnim se, kaj je bilo, ampak ne to. Mi smo imeli ful slovenske avtorje, tako, Med gorami Ivan Tavčar, pa pol še neki od tega, pa 10. brat, pa ne vem kaj. I don't remember, to be honest. Pač govorili smo o tem. Lepo to kreativno pisanje. Ja, jaz imam tudi najjačo slovenščino in osnovni približnik. Jaz sem to spoznala s čerko, svojo profesorko slovenščino in srednjo, ker založbi atelier, ki sem dala pesniško in je to moja mama je učila moje sredalje. Nisem to ona je prizaj. Pač to je to, ker me je zvrlo, da sem tukaj nisem zbirala svoje otroke, tako da sem dovolila. Naša profesorica je bila pa Una, ki je napisala učbenik maturitete za književnost in pa smo rabili po temu delati. In sem speedrunala. Kako je ime? Ana Jesenec. Na književnost ima tudi una čudna debela knjiga, ki jo sovražim. Sploh nismo povedali. In mi smo mogli že prvo letnik kupiti Ja, in delati potem. it's the only dogma. Pol stvari in odmanjkali, ki smo jih delali. Ja, mene pa zdi, da v bistvu imajo občasno človeča prosto izbira, ki ali, pa nekaj. Odvisno od volodel črnega dečka, pač spet črna dečka. Mislim tako, pa to še mejka izbira, pa tako izbralcev, delač turista, delač kampo, delač konca, delač Virginia Woolf. Nobody did Virginia Woolf. To so tako učilce slovenščino. Ja, še posebej stojita, ne vem. Od nas. Ja, meni zda skozi me ljudi hodna, take stvari, ja. Nek prebok.
dobro. Res strah. Jaz hočem sam narediti tako. Mislim, jaz nisem pisala tega, ker bi jaz še drugega pisala. Pač, tega še nisem. Samo drugega, ali smo pisali oba? Ne, samo drugega. Pač, mislim, ful je razumevajoče. Pač, ful je fora, da me ful ni zjutraj, ker imam fizioterapije, pač, danski nikoli vedno ni nemščina, da me nikoli nič nisem slišala in ne vem, kaj se dogaja. Pač mislim se, da bomo vse pač malo prekologijem, sem pa zdaj si imela vsaj malo besedišče, pa nekaj zbog, ker so neki stavki ali vprašanja. Ja, se to... Ne vem, upam, da se ne bila v tem če ne pač... Instagrama in pa Mislim, tako še ga imam faktorino, nisem pač trkne na telefon, da sem nekaj doma. In tako, ampak sem tako pač nekaj tukaj je zadnji, ne moram tako da. Če je na svet rdeča, pač na svet, mislim, je tle, ali pa tle, veš, pauza na konc, to pa konc dogodka,